Nogomet je zelo živa stvar, ki se konstantno spreminja in posledično smo začeli tudi na področju igralnih formatov zbirati določene informacije. Največja prelomnica za nas v študiji, ki smo se lotili, je bila UEFA-ina raziskava. Tudi sam osebno sem bil vključen v proces UEFA, v kateri se je vključilo več kot 54 različnih držav znotraj Evrope, ki so reševali isti problem igralnih formatov. Zdaj, te študije so bile si med državami, če smo odkriti, zelo različne, so pa vse govorile o tem, da so spremembe potrebne, da je potrebno igralne formate predvsem številčno in po velikosti igrišč zmanjšati in pač s tem doseči več akcij, več nekih duelov, preigravanj in podobno, vse z ciljem, da bi razvili igralce. Zdaj, naslednji koraki so bili povezani predvsem z inštruktorsko službo na Nogometni zvezi, kjer smo skupaj z sodelavci začeli razvijati tudi to idejo znotraj našega okolja, torej v Sloveniji. Zdaj, prve stvari so bile narejene znotraj MNZ Ptuj, kjer smo opravili neko testno okolje, kjer smo prvo v ločenih festivalih posneli tekme, jih analizirali in na podlagi tega določili prve pilotske prilagojene igralne formate, ki smo jih pol v eni sezoni tudi dejansko na igrišču probali. Tako da to je bilo neko izhodišče in iz tega izhodišča smo kasneje izhajali, da smo lahko bili tudi z argumenti dovolj močni, da smo prepričali okolje, da je čas, da poskušamo to testirati tudi pri nas. Po začetnih korakih, kjer smo opravili testno okolje v enem MNZ-ju, smo se na Nogometni zvezi odločili, da bomo to testno okolje razširili. Vključili smo še tudi ostale MNZ-je. Eden izmed prvih, ki se nam je priključil, je bil MNZ Maribor, ki nam je ogromno pomagal v teh začetnih korakih. Z letošnjo sezono pa smo to razširili v MNZ Gorenjsko, Ljubljano, Lendavo in s tem pridobili tudi te največje MNZ-je v to našo testno okolje, ki bo nam dalo res jasno sliko, kam želimo priti in ali so te stvari dejansko dobre. Zdaj mogoče vredno je omeniti tudi eno največjih raziskav je naredila Nemška nogometna zveza, ki je svoje igralne formate testirala v daljšem časovnem obdobju in tudi s tem nam je dala še večjo samozavest, da smo pogumni pri tem. Vemo, da so te spremembe težke, da je potrebno veliko razumevanja predvsem terena. Tako da tu so bile mogoče narejene te ključne stvari tudi v zvezi s tujino. Zdaj, če pogledamo neko celotno časovnico dogajanja oziroma naslednjih korakov, torej imeli smo prvo manjše okolje MNZ Ptuj, je to trajalo 1 leto, potem se je priključila MNZ Maribor in Gorenjska, torej to je že v bistvu drugo testno leto in zdaj prehajamo v zadnjo testno leto, torej tretje testno leto, kjer je vključenih 5 prej omenjenih MNZ-jev. Torej to je zdaj neko zadnjo okolje, v katerem bomo poskušali vse stvari probati in dobiti res iztočnice za končno oblikovanje propozicij tekmovanj, katere nam je tudi želje, da jih potrdimo s strani Nogometne zveze in tako damo usmeritve za vse MNZ-je po Sloveniji in s tem dobimo tudi končne propozicije, ki bojo veljavne za vsa naša okolja znotraj Slovenije. Zdaj, če pogledamo, katere so ključne spremembe pri prilagoditvah igralnih formatov, za trenerje je bil največji šok ali pa nekaj novega kategorija U9. Tukaj smo šli v igralni format, kjer igramo na 4 gole. Tudi prilagojena so pravila znotraj te igre. Seveda cilji so takšni, da razvijajo igralca, da je tudi uspešnost v doseganju zadetka večje, da so otroci sproščeni, da dobijo svojo vlogo v tem načinu tekmovanja oziroma igranja. Zdaj vzporedno v kategoriji U9 pa hkrati igramo na igrišču prilagojenem, kjer igramo 4+1, torej z vratarjem. Tudi to je neka sprememba v našem okolju, saj smo prej po propozicijah NZS igrali 4-4 na 1, dvoje mladih vrat. In s tem smo tudi naredili neki približek mogoče temu, kar si je že teren prej želel, da si želi igrati na 5-metrska vrata. Zdaj ta 5-metrska vrata smo tudi prilagodili, ker smo skozi testno okolje ugotovili, da včasih pride do izkoriščanja tega, da so igralci tudi fizično še niso dorasli tej velikosti vrat in smo vrata ali znižali ali jih položili na tla in s tem zmanjšali višino gola.
Tako da to je mogoče največja sprememba pri kategoriji U9. Zdaj pri mlajših kategorijah U7, U8 se igralni formati prav tako prilagajajo na način, da so 4 mala vrata. Pri kategoriji U7 priporočamo igro 3x3 na 4 mala vrata, spet s prilagojeno velikosti igrišča. Pri kategoriji U11 pa gre mogoče za spremembo zgolj pri velikosti igrišča. Prej smo večjo mero igrišča, ki je v nekaj ekstremnih razmerah dosegla tudi 66 metrov dolžine, pa 45 metrov širine, zdaj zožali, zmanjšali in na tak način dobili tudi neko okolje, v katerem igralci lahko razvijajo svoje sposobnosti in so večkrat vključeni v nogometna dogajanja. Pri kategoriji U13 pa gre zgolj za prilagoditve nekaterih igralnih časov in ostalih pravil znotraj igre, medtem ko igrišče ostaja enako, kot je bilo. Tako da to so spremembe, katerim bomo sledili in v tem testnem letu poskušali dobiti čim več informacij, da naredimo še kakšne minimalne prilagoditve in na koncu dobimo končne propozicije tekmovanja. Kako smo prišli do tega? Vse nam je povezal teren, torej stopili smo na igrišče, opazovali smo, videli smo, ali da je bilo preveč igralcev vključenih. To pomeni, da če je bilo veliko število igralcev pri mlajših selekcijah, je zelo malo igralcev bilo aktivnih, ali pa da so bila igrišča prevelika. Kaj to pomeni? Spet manjša aktivnost igralcev. In teren nam je v bistvu sam narekoval, da je potrebno razmišljati o tem, kako ustvariti okolje, da lahko mi vsem igralcem ponudimo nek določen držaj na vsaki tekmi. Torej, če čisto tako plastično pogledamo in gremo na igrišče tekmo U9 ali pa U11, ker igramo 7x7, jaz sem prav enkrat vzel si zraven beležko po blokec, pa si enega igralca izbral, ki ni bil med najbolj sposobnim, pa ne med najmanj sposobnim, torej nekaj poprečnega igralca, in sem ga spremljal, kolikokrat se je on sploh srečal žogo in kolikokrat je on bil uspešen v nekem preigravanju ali pri odzemanju žoge in pri udarcu, in številke so bile res nizke. Torej, zdaj razmišljamo, imamo še manj sposobne igralce, ki pa na tekmo sploh ne pridejo do dotika žogo, torej kakšno okolje smo mi njemu ponudili, da se on lahko razvija. Torej, on se na tekmi ni mogel razvijati in v tej smeri smo začeli razmišljati skupaj z kolegi, skupaj z vsemi študijami, kaj smo gledali, kako bi prišli do tega, da bi ponujali igralcem te dražljaje, ki zagotovo dobijo v manjšem polju, predvsem pa tudi v manjšem številčnem razmerju, in hkrati, da mogoče malo odzamemo ta pritisk, rezultate, ki roko na srce danes je prisoten, tudi pri najmanjših selekcijah, kar naj ne bi bil imperativ, ampak vemo, da danes se vsi trenerji ali pa se vsi trenerji si polnimo svoj ego s čem, s tem, da ko prijemo domov za medaljo, ker nažalost si tisti ljudje, ki smo v klubih oziroma tisti, ki odločajo o nekih stvarih, ne sprašujemo o tem, kaj je naš cilj, ampak koliko tekem smo zmagali, ne pa, kar mi hočemo s temi igralci. Hočemo razvijati, hočemo obdržati v nogometu, hočemo obdržati v svojem klubu, hočemo pripeljati do članskega moštva, ali hočemo mi kot trener to leto, dve si delati kariero na mlajših selekcijah, obdržati svojo službo, če lahko tako rečemo, zato ker bomo uspešni, ker bomo boljši od sosedov. Ne vprašamo pa se, kaj smo mi naredili. Smo razvili igralca ali smo sami sebi kupovali čas, da dalj časa ostajamo v tem. In upamo, da bomo lahko tudi z temi propozicijami, ki smo jih šli malo spremeniti, ravno tudi v smeri festivalov, tudi v tem, da igramo na več igriščih, mogoče malo odzamemo ta pritisk, direktni pritisk na otroke in damo trenerjem nek impuls, da naše delo je na igrišču, na treningu. Torej na treningu predamo mi svoje informacije in poskušamo jih čim več naučiti, na tekmi pa je njihov čas, kjer morajo oni uživati in mi dobimo povratno informacijo, kaj smo mi sploh naredili takrat. Torej smo mi dali vse informacije oziroma kar jim moramo dati na naslednjih treningih. In jaz mislim, da je to ključno, da začnemo vsi malo drugače razmišljati in to informacijo tudi pol prenašati dalje na okolje, na starše, na vse deležnike, torej tudi vse delavce v klubu, ki v bistvu skrbijo za to, da lahko mi delamo. Prenos informacij. Ja, tukaj vidimo en ključen moment, kateri je zelo pomemben. Vemo, da bo težko na začetku, to se je tudi že pojavljalo v testnem okolju. Začetki so bili zelo togi, bi rekli, trenerji niso bili najbolj naklonjenim spremembam, predvsem zato, ker pride do določenih sprememb na sami tekmi oziroma tekmovanju.
ampak mislim, da z pravim prenosom informacij, z deljenjem informacij, z pogovori med nami, predvsem pa s tem, da bo dobili na koncu povratno informacijo tudi z naše strani in povratno informacijo strani igralcev, bo, mislim, tisti ključni moment, ki bo vplival na njih, da bodo začeli razmišljati drugače. Da bo trenerjem lažje, pa smo na Nogometni zvezi pripravili in ponudili vsem vključujočim MNZ-jem, ki bodo sodelovali v tem testnem okolju, specializirane seminarje. Na teh seminarjih bodo se trenerji prvič v bistvu srečali na praktičen način z novimi propozicijami oziroma novim načinom tekmovanja, kjer bo nekako jim olajšali ta prehod iz tega, kar so sedaj poznali oziroma slišali v prakso. In to se bo izvedlo seveda pred pričetkom jesenskega dela tekmovanja posamezne MNZ-ju, tako da bodo vsi trenerji dobili potrebno informacijo, pa tudi suport strani Nogometne zveze pri sami izvedbi tega. Hkrati pa smo tudi v sodelovanju z Hoferjem, bomo pripravili v vseh 9 MNZ-jih, tudi v tistih, ki ne bodo vključeni v to testno okolje oziroma v to testno obdobje, Hoferjev festival nogometa in zabave, kjer bomo ravno prikazali te nove načine igranja in bodo se vsi igralci in trenerji, ki bodo sodelovali na teh festivalih, srečali s tem v enem takem okolju, ki ni tekmovalno oziroma ki ni pod okriljem MNZ-jev, kjer tekmujejo. Dejstvo je, da gre za zelo kompleksen projekt. V ta projekt so vključeni tako Nogometna zveza, kot vse panožne medobčinske nogometne zveze, kot tudi Zveza nogometnih trenerjev Slovenije, ki je z svojimi projekti tudi podprla naš projekt in ga na nek način tudi delno sofinancira. Mogoče je treba pohvaliti tudi partnerja Hofer, ki se je vključil za festivali in na tak način smo res neka velika skupina ljudi vključeni v to raziskavo, da dobimo še bolj močne argumente in da na koncu lahko pridemo do res tistih podatkov, ki bo nam omogočali, da bo te spremembe res prave in da bomo imeli za to močno podlago. Tako da jaz bi se tudi mogoče na tem mestu zahvalil vsem vključenim akterjem, ki so prepoznali potencial tega projekta in da lahko s skupnimi močmi naredimo spremembo v dobro slovenskega nogometa in na tak način razvijamo igralce, ki bojo lažje sprejemali odločitve, ki bojo večkrat v teh situacijah, da bojo lahko razvijali svoj nogometni potencial in moramo se zavedati, zaradi majhnosti našega nogometnega okolja je pomemben vsak igralec v našem procesu. Zato moramo prilagoditi igralne formate v tej smeri, da se približamo njim, z ciljem, da jim čim dlje ohranimo v nogometu, da bomo lahko na koncu, ko pridemo do selekcijskega procesa, imeli večjo maso otrok, večjo maso igralcev, med kateri bomo lahko zbirali in na to jasno določili mogoče tudi nek nivo tekmovanja za posameznega igralca in tako zadostili vsem nivojem tekmovanja znotraj našega nogometnega okolja.